Če preveč kupimo, ostane. Danes se odpravljam k svojemu prijatelju, s katerim sva kar nekaj časa preživela skupaj v gostinstvu. In ima nekaj odličnih trikov, ki mi jih bo zaupal, kako v gostinstvu zmanjšati odpadno hrano. Luka, povej mi, kje v gostinstvu se tebi zdi, da največkrat nastane odpadna hrana? Ali je to že pri nabavi, ali na krožnikovih gostov, ali med kuhanjem? Procentualno res je pri nabavi. Ja. In v gostilni, in tudi doma se mi zdi, da je največ, ko ne dovolj razmislimo, koliko dejansko rabimo, koliko gostov imeli, ali doma ali v gostilni. Kako lahko z ene, recimo, sestavine ustvarite več različnih jedi? Meni je to v bistvu nekaj najlažjega, da si vzamem, recimo, če dam celega piščanca, ga moram celega uporabiti in potem se dejansko odločim. Zdaj PKK bomo danes cvrli, iz hrbta ponavadi skuhamo za juho, prsi uporabimo za kakšno drugo stvar in na koncu neki kreativni proces tudi odpre, ko imaš pa celo žival in je treba celo porabiti. In je cilj, da nič ne ostane na koncu. Ja, pa še tudi cenovno se verjetno najbolj splača, Seveda. Ja, bi rekel, da so kar sveža listnate solate, mlečni izdelki, ribe so tista stvar, ko jo moramo večkrat na tednu pazljivo nabavljati. No. Zdaj, pri nam v gostilni Even smo začeli goste navajati, da dejansko hrano, ki jim je ostala na krožniku, jo vzamejo domov. Kar se pa kuhne tiče, pa vedno delamo na tak način pripravo, da lahko vedno porabimo še kaj. Da varno shranimo, pravilno ohladimo, da je vedno pripravljeno še za nadaljnjo uporabo. Ti misliš, kateri ukrep bi bil tisti, ki bi imel največji učinek za zmanjševanje odpadne hrane v gostinstvu? Je zdaj pametna zasnova jedilnika, da dejansko imaš določeno surovino, ki se ti večkrat pojavi, kar ti tudi olajša pripravo, pa tako sem prej rekel, organizirana nabava, da ne nabavimo preveč. Ja. To je tisto vodilo, ki sem se ga z leti naučil. No. Ja, tu smo pa kar profesionalci ratali, ker imamo svojo pekarno in smo že kar nekaj stvari natuhtali. Od panzanele solate, do krutonov, do kruhovic smo, pa narastko. Kam imam pa naraj, so pa v bistvu šnite, in slane, in sladke. Šni lepšega za zjutraj. Dobre prakse iz gostinstva nas lahko veliko naučijo tudi doma. Za hrano, za planet, za verzi manj.